Vprašanje je, a na praznični mizi, ko zagledamo stvari, a smo res lačni ali nas v bistvu ženejo, da bi planili v to hrano samo naše oči. In danes bomo v bistvu tukaj naredili nekaj tazga, kar bo dober in za naš želodec in za naše oči. V bistvu bo dober za celotno naše telo. Kaj bomo pripravljali? Tukaj si lahko pogledamo, imamo zelo pisano, obarvano hrano, ki smo jo nabavili v Hofru, res vrhunske sestavine, od zelenjave do tukaj imam tofu, potem imam mocarelco, tukaj imam malo začimbe in te začimbe bom jaz uporabil, da bomo malo še bolj obarvali zadeve. Delali bomo pa v bistvu na solati, oziroma lahko uporabite solato, lahko uporabite rukolo, lahko uporabite, jaz bom danes uporabljal špinačo. Na posteljici špinače bomo dali malenkost mocarele, češnjevih paradižnikov, super kombinacija avokada in pa mango. Imamo zdrave maščobe v avokadu, imamo ogromno vitaminov in malenkost sladkobe iz manga, tofu, ki je lahko veganska alternativa kakšnemu siru ali pa karkoli, in pa seveda za vegetarijance tudi imamo pa tukaj le mocarelco. Tako da jaz mislim, da najbolj, da se kar lotimo priprave. Najprej bomo mogli tale tofu mi majčkeno popražiti. Tule bomo tole prižgali. Takole. Malenkost olivnega olja bomo uporabili. Lahko uporabite seveda tudi pa čisto brez olja. Če ste navajeni delati brez olja stvari, lahko delate brez olja, lahko uporabite več, lahko uporabite manj. In tole malenkost zdajle segrejemo. Ta cajt oprali smo zelenjavo, oprali smo tole našo špinačo, jo postavimo lepo na krožnik. Špinača je zelo dobra zato, ker ima ogromno železa, ogromno vlaknin. Tudi če gledaš na 100 gramov, naprimer pri špinači, ima napram kakšni meso ali pa kaj na 100 gramov, pa kalorično pogledaš, pa vsebnost beljakovin, ima več beljakovin, kakor pa meso, če bi isto kalorijo mesa ali pa špinače zaužili. Tako da lepo naredimo tole posteljco in češnjeve paradižnike lahko ostanejo, da so celi, lahko jih narežete, lahko date pol. Eni imajo radi tisti občutek, veste, ki zagrizete v češnjev paradižnik, pa ki je še cel, pa ga kar malo raznese. Samo to ni glih najbolj fajn, če imaš kakšno belo srajco gor, gre to lahko hitro vse naokoli. Takole. Ene par jih narežemo, ene par jih damo celih, da se za vsakega nekaj najde. In ta cajt se lepo tiste naš olivno olje že segreva tamle. Takole paradižnik, tudi veste, je zelo dober antioksidant, je zelo dober vir vitaminov in vseh mikrohranil. Je pa tako, velikokrat poudarjamo, da je treba zdaj čez zimo jesti veliko toplega, veliko kuhanega pa tako, ampak seveda je treba tudi v bistvu malo kombinirati iz takole presno surovo prehrano, zaradi tega, da ohranijo pač te pristne oblike vlaknin, vitaminov, mineralov in vse te zadeve. Takole, tole se je pri nam že segrelo in zdaj dodamo tale tofu lepo klele gor. Tofu, se pravi, tofu je soj in tofu, se to poznate, gre za v bistvu vegansko alternativo, velikih uporablja naprimer namesto mesa, visoka vsebnost beljakovin. Je tudi to, da zelo navzame vonja, oziroma vonja in okusa. Če ti začineš tale tofu, to pomeni, da bo pač v bistvu po začimbah imel ta tofu okus, ker sam tofu ima zelo nevtralen okus. In mi ga bomo danes na kariju lepo popražili. Takole, je pa ja, v bistvu je nek nadomestek mesa to lahko, zdaj v bistvu, če pogledamo zaradi vsebnosti beljakovin in tako. Vse veste, da če mesa ne začinite, nekako sploh nima nekega tazga pristnega okusa, ponavadi v bistvu ima tudi meso okus po samih začimbah. Tako da tale tofu bo res dal, naprimer, če bi uporabil kakšne začimbe, ki ga drugače uporabljaš za pšanca ali pa za kakšno ostalo meso, bi v bistvu ugotovili, da ima dejansko dosti okus po tem samem mesu. Tole bomo počakali lepo, da se malo popraže. Ta cajt pa, kot sem že prej omenil, imamo še avokado in pa mango. Zdrave maščobe v avokadu, ga lepo narežemo na pol. Saj veste, kako preverite, če je avokado zrel, a ne? Takole malo pogledate pecelj in če gre pecelj lepo stran, pomeni, da je avokado lepo zrel. Ker kar nočemo je pa tisto, ko zarežeš v avokado in ugotoviš, da je noter toliko trd, da veš, da ga ne boš nikoli ven dobil. Takole ga narežeš na kockice v olupku. Da vam pokažem trik, kako se ga ven vzame.
In pol samo žlico daš noter, greš ob olupku ven in vidite, imamo v bistvu avokado narezan na kockice in ga pa lahko sam lepo razporedite po tej vaši solati. Se pravi, kot sem rekel, zdrave maščobe v avokadu, tudi ima ogromno mikrohranil, dejansko zelo, zelo zdrav vir maščobe. Takole, kot veste, v bistvu ful je nekako pri zimskih zadevah, pri telih prazničnih zadevah to, da se veliko prenažiramo, veliko pojemo in ne vem, kako ste vi, ampak jaz vem, da vedno čez december pa čez praznike dobim kakšen kilogram gor, kar ni najbolj fajn, ampak se pa pride januar, pa se pa lahko malo, kako bi rekel, pazimo, pa gremo na novoletne zaobljube. Takole imamo tale mangoše. In tacajt v bistvu, ko bom jaz tale mango rezal, jaz predlagam, da si pogledamo tale izsek Jelene Dimitrijevič, ki govori o tem, ali res radi jemo, ali v bistvu jemo zaradi tega, ker smo lačni. Tako da zmeri, če čutimo lakoto, jaz vedno vprašam, kako pa čutite lakoto? Ja, kruli mi nekaj v želodcu. Ja, ni pa to. Se je treba navaditi na malo drugačne občutke, to s časom tudi pride, bolj v grlu čutimo, tudi sline se začne nabirati. In če recimo imamo hrano, ki imamo sadje, recimo pa kakšen piškotek zraven, pa če rečemo, ja, ali recimo samo eno izbiro zdrave hrane in si pa rečemo, ja, pa ne bi to jedel, sem lačen, ampak ne bi jaz zdaj tole pojedel, jaz bi raje še en piškotek ali bi nekaj mesa pojedel, pa takole, to ni lakota, to je apetit. To je apetit. Tako je. Takrat je treba vodo spiti. Takrat je treba vodo spiti, pet na kakšen sprehod, potem mogoče smo pod stresom, pa je treba malo tako narediti kakšne dihalne vaje ali karkoli tazga. Tako da in prepoznati ta pravi občutek lakote. Če ne boste vzeli živilo, ki je zdravo, potem niste lačni. Tako da voda je treba malo spiti, potem videti, če je potem še zmeri lakota, potem pojmo kaj pametnega pojesti. No, zdaj, kateri tip človeka ste? Tisti, ki radi jeste, ali tisti, ki jeste samo zaradi tega, ker vas pač oči do tega pripravijo, ker nekaj dobro zgleda? A vidite tale mango, ki sem ga jaz prele tako narezal, se pravi, ga odrežeš pri peški, ga zrežeš na kocke, tako kot smo prej avokado, in zdaj ga v bistvu samo ob olupku, in je to. Lahko vidite, da v bistvu ni noben bav. Tacajt, ko jaz tole še režem, na ekranu si lahko zdaj preberete, kako se boriti pred odvečnim kilogramom, kaj početi, kakšne so navade, ki nam pomagajo, da ne bomo se preveč zredili decembra. Uživajte več, ne vem, vlaknin, se veste, vlaknine pomagajo pri sami prebavi, presnovi, izogibajte se mastni hrani, za boljšo prebavo jejte manj, pač dodajte neke začimbe, da bo pomagali pri lakoti. Ogromno je nekih stvari, ogromno je nekih nasvetov, ki jih lahko sledite pri sami prehrani. Predvsem ta, da je veliko vlaknin v vaši prehrani. Vse veste, vlaknine so tiste, ki vas bodo naredile bolj polne, ki bojo pomagali pri sami prebavi, da bo to lepo potekalo, da bo več, ko boste pojedli vlaknin, več boste porabili kalorij v bistvu pri sami prebavi. Vse veste, to je ta, kako se reče, termogeneza hrane, ki v bistvu že sam s tem, ko ti ješ, ko tvoj metabolizem dela, že sam s tem v bistvu kuraš kalorije. Takole, evo, kot vidite, tale naša pisana solatka že dobiva svojo pisano noto. Tukaj smo dali gor še malo mango za sladkobo. Potem imamo tukaj mini mocarelce. Jih tudi postavimo lepo notri. Zdaj se pravi, če ste vegani ali pa karkoli, lahko komot spustite mocarelo. Tukaj smo mi končali s tem našim tofujem. Ga tudi lahko kar topoga, da mogoče malo mocarele stopi, pa da mehen zmehča našo solato, oziroma v našem primeru špinačo. Takole. In zdaj seveda rabimo mi še, da malo popestrimo tole, malenkost olivnega olja bomo vzeli. Takole, kot vidite, tudi tale olivno olje in tale balzamičen kis, ki ga imamo tukaj, tudi to smo nabavili v Hofru. Takole, polijemo še malenkost balzamičnega kisa, vedno lahko kakšne stvari spustite, če slučajno česa ne marate. In je to praktično to. Naša pisana predjed, solatka, je pripravljena.
To postrežete na mizo, lahko v kombinaciji s kakšno toplo juhico, kakšno bučno juho ali pa kaj tasga. Seveda si pa za več nasvetov lahko vse stvari preberete na naši spletni strani www.klepetobkavi.si. Zdaj pa dober tek.